Dobro došli na Ocvirki podcast. O, ti mater. Bomo mogla nove stole nabaviti. Ja, nove stole. Čeprav ne vem, ali se to sliši na podcastu ali ne, ampak verjetno se ne. Dober dan, dobro jutro. Lepo pozdravljeni poslušalci Ocvirkov, danes z vami Ocvirka. Pa se mogoče ni treba sploh pozdravljati, če je dobro. Dober dan, sem rekel, midva sva Ocvirka. Gospod terorist, Ja. Florian. Terorist, a ne, teba si že bolj. Tenorist. Kjer je najbolj znan tenorski komad? Tenorski komad. Ja, ne nimam terorski. pojma. Vem, kaj bi bil on za soprane, a ni ona kraljica Ne, to pa ne noči. To pa ne vem. Če sem jaz vidim, če tole snema. Ja, snema. Ne vem, ne moram delati to zapet. To je že prijela kavica. Ne vem, če še čakam. Nekaj se sicer dogaja, ampak Ti piješ kavo? jaz pijem kavo občasno, bolj zato, ker se mi zlušta okusa. Ker si že, mislim, da naravno tak nahajpan človek. Sam po moje ne delujem tak nahajpan kot nekdo. Ne deluješ, sam tako, da imaš velik storage energije Ja, to imam, ja. za delo. Pa to. To imam ja, pa tudi precej dolgo sem lahko po konci. Tudi predolgo. Nočna sova. Zate sem nočna ptica. Nočna sova. Nočna sova. Nič ne, sova. A veš to drugače, da kaj je fora, zakaj smo eni jutranji, eni pa bolj nočni ljudje? Da imaš to gensko določene Zakaj? kronotipe. Vem za kronotipe, sem ne vem, No, pa sej- nisem pa vedel, da je obstaja razlog. Razlog še ni, Kaj to je evolucijsko ni še pogojeno? dokazan, ampak teorija je sam A zaenkrat. to je evolucijsko Tako. pogojeno? Ali, Tako. aha, okay. Ne vem. Se pravi, genetsko imaš določeno, kjer kronotip si. A si jutranja ptica, ali si nočna sova, kjer urnik ti pač bolj ustreza. Ja. Lahko se sicer malo prilagajaš, ne? Ampak vsak za sebe se mi zdi zelo hitro ugotovi, kam mu bolj paše. Ne? Okay. Ampak kaj bi pa naj bil evolucijski razlog za to, zakaj imamo različne kronotipe, je pa, da recimo, če si predstavljaš neko družbo pač praljudi, ali kako bi se izrazil, se verjetno Ja, razumem, ja. Zdaj razumem, kaj si mislim. da ful drugačna kultura je bila, ker so mogli paziti, da jih ni nekdo oropal, da jih ni neki pojedlo, pa tak naprej. Okay. In da so se evolucijsko pač naučili, da je en del skupine mogel pač bedeti dlje po noči, Ja, na ker so straži so druge bili. čuvali in so se pol pač malo Torej, jaz sem menjavali, majster, pa ko je bil na straži. Kak? Jaz sem bil polon majster, ko je čakal na straži. Tako, ti si bil na straži. Jaz sem, če so se menjavali, koliko je lahko to, Ne kar je vem, evolucijsko saj pravim, pogojeno. To je teorija zelo- je, ni dokazana, ampak zelo zanimiva. No. Ja. Tako zelo da dobro. ti si v bistvu na straži skozi. Ja, nažalost. Midva bi mogla Kakšno skupaj imaš pa spati. mnenje? Oh no. No. Kakšno imaš pa mnenje o tem, da lahko ti svoj kronotip spremeniš oziroma da se prilagodiš temu, da vstaja, če si ti recimo zdaj nočna ptica, da te navadiš vstajati zjutraj? Jaz mislim, da se lahko, ampak da zmeri bo obstajala neka genetsko pogojena varianta, tista, ko je tebi najbolj optimalna. In da tega ne moreš overridati. Ne moreš pol. čist, ne. Aha, do neke mere pa Ja. sigurno greš. Ker tudi baje je pač ta delovnik, ko ga imamo, klasičen, pač Ja, to se, ni- ne vem, ko se ja. dela zjutraj, ne vem, sam pri nas ni glih 9 to 5. Je bolj od 7 9 do to 5 3. je v bistvu bolj prijazen različnim kronotipom. Ja, kar je liho mesne. Ja, ker to, da pa pač ne vem, kakšni ko industrijski delavci ali pa shift workerji morajo pa v Ko se bistvu menjava ful vsak teden, ne. kontra kronotipu Pa še to, svojemu mogoče delati. Ne? Sploh če nisi, ne vem, jutranji človek, pa moraš ob 5 vstati. Ja, tiste kar slabe. Ali pa če nisi nočna sova, pa moraš nočne delati. Pa možno še na primer. delati, ja. Je pa on je tako v bistvu, nažalost, vse izkusijo, ne. Ja. Si delal kdaj po noči?
Mislim, da ne. Mislim, ja, v bistvu skozi, ker sem glasbenik. Dobro. Okay. Tutumc. Ne, tako neko klasično službo pa nisem. Ti si? Kaj pa da bi kdaj, predem odgovorim, kaj pa da bi kdaj recimo bil primoran kakšno stvar po noč delati? Ali pa okay, za vožnjo, kakor vem, ti ne ustreza glih najbolj. Ja. Sploh še si sam, ker zaspan raž, ampak tak si imel kdaj, da si mogel okay, po noči rihtati. Ne vem, v bistvu, kaj točno misliš. In da imaš del joba, ki ga moraš pač opraviti. Ne, mislim, da nisem imel nič takega, razen to, kar je z glasbo povezano, ko sem rekel. Ja, mi smo imeli parkrat to, no, ampak sicer zelo malkrat, da smo delali po noč, zaradi tega, ker v IT-ju ti določene posege ne moreš narediti na omrežju takrat, ko so uporabniki ful aktivni, oziroma ko ima naročnik, tvoj naročnik največjo gužvo, če hočeš naj moš pol izven te gužve. Tak smo pač recimo v enem... Nek maintenance, da ste po noč. Ja, v bistvu, ja, tako je. Smo v bistvu delali po noč od polnoči do 5. Pa to, ampak... Teda jaz sem šel pol, jaz sem naredil najprej normalen šiht, pa sem šel pa na špil, pa sem šel iz špila direkt nazaj, pa sem pa še tam delal nekih 6 ur. In pa si šel še spet na normalen šiht. Nekaj je bil vikend, pa je bila kar huda druga. Ne, se to niti, mislim. Mislim, da v privat sektorju, mislim, da načaloma lahko delaš, čeprav nisem ziher. Ampak recimo v javnem pa tak mora biti pol, ne vem koliko, 12 ur, 8 ur vmes. Ja, to je neko nujno zlo, da je treba smene delati. Pač ne moramo kot družba brez tega funkcionirati. Sploh v teh, bi rekel, fabrikah, kjer obrat velik stane, da ga ugasnejo. Ne? Pa v zdravstvu, recimo. Tudi verjetno, ja, sigurno. Ne moreš biti po noč brez pač sester pa zdravnikov. Kaj pa recimo pekarna? A so še pekarne tak, da res ful zgodaj ustane, da je ne vem, da je 4 ali 5 že kruh pečen. Jaz si predstavljam, da jim je ful prodaja upadla, odkar so te, kako se že reče, ko imaš te v Hoferju pa v Lidlu. Ja. Sam misliš, da še vse kako se temu reče? Ne podpeka, ampak do peka? Do peka, to se nisem mogel. Ja, ker imajo večinoma že pripravljen. Ja, tako. Ja, ne vem, do neke mere sigurno je, samo meni se zdi, da še vse je pekarn ogromn, teh stand-alone pekarn. Pekarn pa še več. Mislim, ni to kritika, pač vsaka čast. No. Ja. Se to ni zdaj tako enostavno delo. Ne, tako da ne, mislim. Delo samo po sebi verjetno enostavno, pa da to vodiš, pa da to dejansko je uspešno, ne, kot podjetje, to je pa po moje kar challenge. Če se to po moje za vsako to živilsko... Ja, pa ti greš kupiti v pekarno, okej. Včasih sem več kot zdaj. Veš kaj, v bistvu je tako, da ful kruha, pač jem kruh na špilih, recimo, ne? Ampak zdaj, da bi pa doma ful redno kruh jedel. Ne vem, probam tudi recimo, ko si jajce naredim, nekaj druga zraven piknem. Da se pravim izogled. Ampak zdaj pa, če ne je druga, nisem pa tako, jaz to ne jem. Pač ja, ga pojem. Ni dolg nazaj, ko sem si burek kupil. Ful dobro. Burek? Ja. Kje si ga kupil? Tam, ko delajo specialno samo bureke odselijo, ker sem ga hotel provati. Ker je kao ful dobro. Ne vem, kak se reče. Najbrž nekaj takega, ja. Ampak nisem bil nekaj ful. Mi je bila tudi stara pekarna redeva zelah. Mislim se za tete, ko sem rekel za dopeko, jaz si prej bi kaj druga tam kupim, ko pa kruh. Kakšne rogličke. Ja, ali pa neke tete slane, ne vem, neke štručke sirove, ali pa kaj taga. Ja, jaz pa, ne vem, kaj pa če greš na morje, to je ona več te morske pekarne, ko je dober kruh. To je pa čist nekaj druga. To je čist nekaj druga, ja. Sem tis kruh je pol drug dan za nič. Ja. Mislim, za ribe. Mislim, res je tak sezonska stvar tiste njihove pekarne. Res je taka asociacija na morje, tist puhast kruh njihovo. Po septembra jih zaprejo. Ja. Konc, to je res. Zdaj, ko smo bila na enem otoku v Dalmaciji, konec sezone, ne? Kao da bo cenej pa to, se to ful pozna, pač imaš ful teh stvari zaprtih. Tak da, ja. Da sam pekar.
Bijelo dugme, komad, fajn komad. Ne poznam. Ali ja sam pekar, ne da sam pekar, mislim, da je naslov. Zdaj pa imam eno drugo vprašanje. Oziroma imam pripravljeno kupico vprašanj v bistvu. Kupico vprašanj? Kupico vprašanj. Ok, me boš psihološko profiliral? Ne bom. Ok, Tako je, tako je, da v bistvu gre za delo senca, kaj poznaš to? Delo s senco. Ja. Rekel si, da poznaš shadow. Poznam koncept sence od Junga, nisem pa še slišal za delo s senco. No, vse to je vse v bistvu izhaja z Junga, ne? Z Juga. To v bistvu vse izhaja iz njegovih del tudi, ja. Ampak zdaj v zadnjem času pa sem videl, da je bil ful porast dela na sebi oziroma osebnostne rasti. Tukaj pa pač specifično delo senco in čustvena iskrenost, to pač spada nekako skupaj pa to. Ali pa delo z otrokom. Z otrokom? Ja, tukaj gre predvsem za introspekcijo. Poznaš, kaj je to? Ja. V glavnem, da ti zdaj za delo, to je zdaj zelo površinsko delo z otrokom. Čak, mogoče sam preden začnemo, kdo je Carl Jung, je v bistvu zelo uspešen psiholog. Ja, eden izmed večjih psihologov iz v bistvu Švice. Mislim, da so veliki trije, so Freud, Jung pa Adler. Ali je Freud, Jung pa... Freud pa Jung sigurno za to tretjega. Freud pa Jung zihar, ja. A veš, da ona dva sta tudi ful veliko skupaj delala in sta razvijala podobno idejo, ampak sta se skregala. Ja, na nek način, ja. A pa veš zakaj? Ne, to pa ne. Ker sta se njuni teoriji začela križati, zato ker Jung, ker sem pa gledal, je psihologijo bolj na široko obravnaval, medtem ko Freud se v glavnem ukvarjal s tem, da razrešitev teh kompleksov izvira iz nekih spolnih želja. To ne vem, če sem zdaj prav rekel, ampak v tej smeri. Mislim, Freud se zelo oklepal preteklosti. Medtem ko recimo Jung je bil zelo tak praktičen, Adler je pa recimo šel na to, da če se ti je nekaj zgodilo v preteklosti, je pač totalno vseeno. Pač važen je tvoj odziv na to zdaj, ne? Se pravi, kako si to interpretiraš. Medtem ko Freud je hotel kar fiksno določiti, da te to res zaznamuje pa definira neka travma, ne? Ja, vsek da Jung zelo priporočam, da si preberete kakšna njegova dela ali pa mogoče samo malo pobrskate, ker so zelo zanimive stvari, ki jih je raziskoval. Med njimi je tudi koncept sence in ti si omenil shadow work. Ja, jaz bi tukaj se še malo vrnil in sicer povzetek misli od enega pa od drugega, če primerjamo zdaj Freuda pa Junga. Ne? Freud je pravil, da je človek ujetnik svojih potlačenih nagonov. To je tista seksualna stvar, ko smisel cilj terapije pa osvoboditi ega od notranjih konfliktov, če poznaš, on je imel ta ego, super ego. Ja. Medtem tukaj si ima pač ego si ti, pa id je ta hudiček, super ego je pa ta moralni nadvlad. Nad sabo, da si ti dober človek. No, medtem ko Jung je pa imel misel, da je človek celovito bitje, zato je to, ko si rekel, da je pač psihologijo, mislim, da bolj široko imel. Povezan z duhovno razsežnostjo, cilj terapije je pa tukaj, da ego in duša spet najde ta stik. Torej tukaj najde stik, on pa v bistvu razreši nek notranji konflikt vezan na nagon, v bistvu Freud, ne. Zdaj pa za shadow work je tak, da to je tak delo na sebi, pa mi bomo tudi, imam smisel, da bi pripravila, ko bomo zaključila s to temo, ni nujno do danes, bomo pripravila za poslušalce in gledalce en, bi rekel, kot vprašalnik, kjer si lahko sami malo pomagajo, pa mogoče malo o tem razmišljajo. Zdaj pa kaj je senca? Mogoče imaš ti kako še kaj povedal o tem? Ja, senca je v bistvu... Ali pa kar veš. Kakor se jaz spomnim, naša taka temna, manj družbeno sprejemljiva stran naše osebnosti, ki smo jo potlačili v procesu socializacije. Se pravi, da ti kot otrok, mislim, ti se že rodiš za to senco, z nekimi fantazijami, slabimi namerami, nekimi negotovostmi in pa to potlačiš zato, da lahko se socializiraš. No. Okay. Mislim, da je zato tudi fora, zakaj ljudi privlačijo stvari,
ki so prepovedane ali pa nedovoljene, ker jih ta stran vleče k temu. Ampak ja, mislim, da se oblikuje že v zgodnem otroštvu. Ti pa praviš zdaj, da to v bistvu, da se takrat oblikuje in da pač se takrat zaključi? Ne, sam takrat jo pa začnemo potlačevati, ker pač dobimo odziv od okolja, da so to stvari, ki so napačne, ki niso v redu in da jih ne smemo kazati, jih ne smemo izražati, ker v velik primerih, če smo čisto fair, so pač to stvari, ko niso družbeno sprejemljive. Ne? Ampak da se pol ta senca še lahko izraža v trenutkih, ko si pod stresom ali pa ranljiv. Zdaj tukaj, kar sem jaz malo raziskoval, gre, da delaš ti senco, to je tako, si rekel, ta notranja stran sebe, ne? In gre za to, da se ti v bistvu soočiš s temno stranjo sebe. So pa tukaj zdaj, če se poglobimo še bolj v to, tukaj govorimo tudi o maskah in to so neki socialni obrazi, ki jih ti v bistvu nosiš vsak dan, pa prikrivaš v bistvu, kaj si ti kot tak, brez da bi se zdaj prilagajal, pa da boš zdaj, ker cilj tega, poanta teh maske, da se ti prilagodiš okolju v tej mere, da prikriješ, kdo si, pa da lažje ustrezaš, da si mal people pleaser mogoče. Pa tudi verjetno nimaš samo eno masko, ne? Imaš več različnih za različna okolja. To sigurno, ampak tukaj zdaj pa moj najprej govor o tem, da je. Ja, maska, da imamo... Oziroma, da je pač maska v bistvu neka persona in je neka vloga, s katero se ti predstavljaš svetu. In zdaj, če pa ti pozabiš v bistvu na to, pa se ne s tem ukvarjaš, se pa to umanjkne v nezavedno, pa je to v bistvu tvoja senca, to pa lahko negativno vpliva. Ne? In zdaj, poanta tega dela senca je, da ti začneš raziskovati pač sebe, kaj te driva, zakaj nosiš masko, pa še neka druga vprašanja, pa bomo šla na to. Pa da ti ne potlačiš tega, pa da, mislim, v bistvu pač imamo tudi neke cilje, ki jih ti lahko dobiš iz tega ven. In sicer recimo eden izmed takih je, da si ti bolj avtentičen, da si ti bolj ti, kao, ne? To je prva stvar. Pa druga stvar zelo velika je pa, da imaš manj teh notranjih konfliktov, pa bolj si miren na splošno. To je pa moje ti tako zelo povezano z duševnostjo v bistvu. Iz tega pa, ker si ti pol, tako da bi stopil ven iz neke teme, če ko to recimo uspešno predelaš, oziroma se naučiš živeti z nekimi stvarmi, če so se ti zgodile, si pa lahko v bistvu bolj ustvarjalen, pa več energije imaš zaradi tega, ker si zdaj pač ti tisto, kar si, ne? In ne skrivaš nekih potlačenih, recimo, interesov, ne? Če te zdaj nekaj ful zanima, pa tudi če je mogoče ne toliko, če je malo frowned upon, no, zanimivo je to nekaj slabega, ne, boš ti pač našel v tem mogoče kreativo, ker to ti je pa dejansko fajn izvira iz tebe. Nekaj si mislil vprašati. Če je to vse, kar zdaj naštevaš, so v bistvu to so koristi tega, da je ne potlačiš več, ampak da se z njo spoznaš. Tako je, to so potem v bistvu koristi dela senco, ne? Oziroma z nekim svojim tem, zakaj, da se ti soočiš z neko to svojo masko, pa da mogoče se tudi znebiš oziroma delaš pač na tem, da si če dali bolj avtentičen, ne? To je pa že v bistvu eden izmed ciljev. Zdaj ne vem, lahko bi še kar veliko o tem govorila, jaz bi šel mogoče reči na kakšno vprašanje. A ja, tukaj mogoče sem še gre omeniti koncept notranjega otroka, to je pa to, ko smo že na začetku v bistvu rekla, to, kaj poznaš. Notranjega otroka. Tukaj pa gre za to simbolično neko mlajšo plat tebe, ki se je oblikovala v času socializacije, so pa neki spomini recimo ali pa neki, kar si ti v otroštvu doživel, pa te lahko tudi zaznamuje. In to pol vpliva na tvoje odraslo življenje. In se pol ti v bistvu ukvarjaš, kako zdaj živeti s tem otrokom, oziroma da mu pustiš živeti, no, kakor sem jaz razumel. In pa lahko se pa to kaže kot neki nezdravi bi rekel, vzorci v tvojem življenju, ki so trenutno v nezavednem, če se ne boš zdaj ti s tem ukvarjal. Torej ti, ko delaš s svojim notranjim otrokom, postaviš stik z nezavednim mladim sabo v preteklosti, ki pač mogoče ni mogel izraziti svojih čustev ali pa ki se mu je zgodil nekaj slabega, pa pol nisi znal glih tega predelati. V bistvu sam sebe
Mislim, velikrat se mi zdi, da ljudje, če zdaj govorimo o tem konceptu notranjega otroka, da veš, tako negativno konotacijo ima izraz, da je nekdo otročji. Razumem. In da velikrat se mi zdi, da je zaradi tega ena taka stigma, da se ljudje pač nočijo približati temu, da so nekoč bili otroci ali pa da je še v njih nek del tega otroka, ki so pač bili, zato ker so oni zdaj odrasli in ne smejo biti otročji. Ampak mislim pa, da je že ena ogromna korist, če si čul za ta izraz, da pač poskusiš svet gledati z otroškimi očmi. Poznam. Ker recimo otrok, ne vem, če se gremo zdaj pelati nekam z avtom, bo videl zunaj ogromno enih stvari, ko ga bojo ful navdušile, ko so tebi že totalno brezvezne, pa si jih navajem, pa so ti samoumevne. Otrok je pa zmožen iz tega črpati, pa zgenerirati fulenga veselja, pa zanimanja, ko ga pač ti si totalno... No, zdaj bi lahko ti v tem, recimo, če sediš v avto, ko se tja peleš, pa sediš recimo z nekom, ko veš, da teh stvari ne mara ali pa da se noče ukvarjati s tem, boš to potlačil, medtem ko če si ti zdaj avtentičen, pa delaš sam s sabo, boš zdaj videl, pa dobiš neko inspiracijo lahko iz tega. Naprimer, ne? Ja. Pa doskrat se tudi ne ukvarjamo s tem, ko si takih, to je že zdaj zgodovina, ne bomo to zdaj potegnali, ampak če vidiš, da je recimo zdaj to nekaj, na kar ti pač vpliva, da nimaš nekega notranjega miru, zaradi tega lahko ti pa se začneš s tem ukvarjati. A ti si to raziskoval, mislim, si imel kako knjigo ali kak članek ali pač... Del člankov, da pa dosti, mislim, mi smo se na faksu tudi nekaj ukvarjali s tem, tako da sem pa pač malo poglebil. Nisem pa zdaj specifično knjige prebral. Jaz sem v tem konceptu sence... Smo se pa veliko bolj s Freudom ukvarjali, kot pa z Freudom. Mislim, da Freud zelo veliko na otroštvo osredotočil. Ja, se zato pa. Sorry, toliko da prekidam. Sam mislil se reči, da jaz sem pa se s tem konceptom srečal v knjigi The Basic Laws of Human Nature od Roberta Greena. Ful dobra knjiga. In a veš, ko sem prej rekel, da je on opisoval noter, da se senca ponovno izrazi, ko smo pod stresom ali pa v nekih neprijetnih situacijah, ali pa ko smo prisiljeni nekaj narediti, ne? Tule sem si samo odprl, kar sem si takrat napisal, kakšne situacije, naprimer, lahko izzovejo, da ti, oziroma kaj so lahko znaki, da nekdo kaže svojo senco. Ok, super. In prva taka precej logična je, naprimer, kontradiktorno vedenje, se pravi, da en ravna čist drugač, kot pa so njegove vrednote. Da pač ti nekoga poznaš, pa si navajen, kako se obnaša in zdaj čist kontra pač začne delati. Naprimer, samo to potem, ko ga nekaj triggera. Ne? Ja, tako. Naprimer, če neka oseba, ko jo imaš v življenju, pa je znano ali pa imaš ti v njej vtis, da je to ful močna oseba, ne? Kar naenkrat reagira na neko stvar ful histerično. Da zgubi kontrolo, a ne? Pa zelo povezano s tem, pač kakšni čustveni izpadi, da pač zgubiš samo kontrolo ali pa napadeš neko drugo osebo. In tako si prej sam rekel, da se tukaj aktivirajo neki strahovi, ko so se v otroštvu ustvarili in zato ta senca pride na plano. Pa imaš pa ful čudni izraz, vehementno zanikanje. To prvič čujem. Da izražaš ravno nasprotno od tistega, kar je v resnici v tebi. Naprimer, ful se mi zdi pogosta, ali pa je to že malo stereotip, nekdo, ki ful obsoja homoseksualnost, pa je v resnici gej. Aha. To je res taka maska, ne? Ja. Ampak kaj je trigger za to, če imaš to tudi podatek? Karkoli je, po mojem, lahko kar te spravi pod stres ali pa nekdo... Ampak to je zdaj problem zaradi neke nerazrešene travme varianta? Ali zakaj pride do tega, kar zdaj govoriš? Kaj je lahko tukaj, zakaj sploh pride do triggerjev na tem mestu? Zato, ker tako sem prej rekel, se pravi, senco si ustvarjaš, ko potlačiš stvari, ki ti rečejo, da so napačne. In zdaj, če si odrasel v ful konzervativni družini,
kjer so pač vsi... Aha, da je to pač v bistvu tvoja default reakcija, na to, ker si se tukaj poistovetil s to senco, da moraš biti proti temu. V bistvu je, v tem primeru je tvoja senca to, da si gej. Oziroma je to del tvoje sence. Senca bi bila, po moje, to, kar se tebi zgodilo, ne? Razlog, zakaj si tak. A ni senca, ko smo rekla, kar se ustvari kot reakcija na dogodke, pa jih pol potlačiš? Ta čustva. Senca je že, mislim, da nekaj, kar je že potlačeno, zato je deep work. Mislim, zato je vzadi za tabo. To je pa pač po mojem, to je nekaj, kar ti vpliva, ne specifična maska. Kaj mislim? No, sam ta oseba je to potlačila, da je homoseksualc. Ja. In zaradi tega se pač je njena reakcija... Ja, senca je to zdaj, zakaj si ti potlačaš. Veš, kaj mislim? Negativne konotacije, ki kažejo na to, zakaj ne smeš biti homoseksualc, ne? In ti si pa potlačal, si homoseksualc. Štekaš? Ja. In zdaj senca je to, je po moje prej razlog, zakaj si ti potlačal, pa kaj se ti je zgodil, pa da ti to senco odkriješ, zaradi tega. Ne? Je zdaj nočem priznati. Prav razlogi. Po moje prej, ja. Ampak zdaj ne bo. Ne, mislim, da je oboje. Tudi v bistvu je lahko, ja. Zato, ker se lahko čakaj. Ti razlogi pa situacije, ki se ti dogajajo, dodajajo k temu delu tvoje osebnosti, ki jo ti potlačiš pa prikrivaš. Ne? In če nisi ti pač odprto homoseksualc, čeprav čutiš, da je to prava stvar, je to del tvoje esence, I guess. Evo, po Jungu je esenca tisti del osebnosti, ki jo pač hočeš prikriti, pa nočeš pokazati. Ni nujno zdaj to slab del, gre nekaj, za kar se ujema s to sliko, ki jo ti želiš imeti v sebi. Tako. Sem zdaj še kar nijam odgovora. Jaz sem ga dobil. Ti si zadovoljen, jaz nisem čisto zadovoljen. Mogoče imaš pa potrditi. Če hočeš biti vedno moralen ali ustrezen, boš potlačil tiste impulze, ki družbeno niso sprejeti. Torej ti si potlačil veš tiste, kar ti je bilo na primer izrečeno. Ali pa tiste stvari, ko si jih videl in to je pač senca. Ne pa. Kaj mislim? Jaz se še vsem tu vračam zdaj, da je to kot na nek način reason, ne? Kot nek razlog. V najem primeru bi senca predstavila potlačeno istovetnost čustva in želje. Fajn smo se zaciklala. Ja, nič hudega. Tako smo si prej na začetku če ima kdo kaj pojma o tem, tako smo si na začetku definirala, ne vem, se mi zdi, da to je v redu. Lahko tudi pokažeš svojo senco, ko kao se vedeš po nesreči na nek način. Se pravi, ne vem, govoriš, da se boš nečesa odvadil in pa točno to narediš, pa se zgovarjaš. Ja. Razumeš? Ja, štekam, ja. Ampak ti še zmeri razmišljaš o tistem prej, zato me zdaj ne poslušaš. Ej, tako razmišljam, ja. Ne, zdaj sem samo mogoče, sem se preveč začel ukvarjati z samim pojmom, kakor pa da bi zdaj uporabil to v kontekstu. Sem rekel, da je... Ker senca je v bistvu lahko pa vse to, kar spada le zraven. Ja, to sem rekel vmes, pa nisi hotel. V glavnem, pa je še pa ta zadnja projekcija. Pač, da si ne želiš priznati, kar želiš in to projeciraš na druge. Tako, ja, okej. Okay. V glavnem cilj vsega tega ni v bistvu, da se ti spremeniš, ampak da ti samega sebe sprejmeš. Tako. In se naučiš živeti s sabo. Tak, pa si lahko bolj miren. Ker senca je že itak ustvarjena, ne? Tako. Izkorenino je ne boš, zato ker je prevelik del tebe, ne? Ja. Lahko sam se naučiš živeti z njo, tako si rekel. Ja, čaruje. Pa mu je veliko lažje. Čeprav
Imaš en del terapije, ki zdaj ne vem, kako se reče, ki pa delajo, pri kateri se pa dela na tem, da ti izkoreniniš recimo tako stvar in da recimo čutiš, a si čutil, da lahko imaš travmo v trebuhu recimo, da imaš recimo, da si tak nekje kažel, da se tukaj začutiš. To zdaj v to ne bom zdaj šel preglobok, zato ker ne vem, Ja, v trebuhu si dal zdaj za primer. Da imaš v enem delu telesa specifično, da imaš tam neko travmo. Zato, ja. A začajno veš, kakva veja to tega? Ne, eni celo zdaj to imaš celo vedo. Je tega zdaj ful, da za temi fascialnimi manevri, a veš, ko imaš feša, ko je to tkivo med kožo pa mišicami pa to, da se ti tam noter skozi travme neko vnetje ustvarja in da če ti pa te manevre, ki to fešo razbremenijo, da to vnetje ustvariš, da to travmo razbremeniš. To je recimo ena veja tega. Zanimivo, ampak ne vem, nisem najdel še nič kaj znanstveno podprtega, nisem še pa tudi prebral knjige The Body Keeps the Score, ki je o tem specifično. Kdo pa je napisal to? Nek ful čuden priimek. Če pogledam. Yes. Jaz pa zdaj gledam, če imam slučajno napisan... Bessel van der Kolk. Van der Kolk, sorry. Ja. Ful neumna fora. Jaz zdaj sem gledam, če imam slučajno kaj napisan, kako se to Evidence-based exploration of trauma's effects on brain and body. Somatsko doživljanje, to, ko sem govoril o tem, oziroma CBT therapy. Zdaj pa kaj to pomeni, ne vem. CBD therapy. Ja. Ne, to gre o tem, čisto kognitivno je. Florian, mikrofon. Ja. Čisto kognitivno, oziroma kognitivno-vedenska terapija je to. Ja, to pa je menda zelo učinkovito. Behavior. Ja, učinkovito in znanstveno podprto. Lahko prosim, mi pomagaš izgovoriti. Cognitive behavioral. Behavioral. Ja. No, to To je menda zelo, mislim tudi, da terapija je zelo vsestranska, mislim, ful stvari različnih z njo zdravijo, ampak ena od stvari, ki jo pa je zelo uspešno zdravijo z njo, je insomnija ali nespečnost. Ja. Ampak oni meni, da imajo ful se ukvarjajo s tem, da se ti soočiš s svojimi strahovi, namesto da bi jih že prežal pred njimi, ali ne? Kdo? Pri tem treatmentu. Se to je zdaj ful široko, ne? Ne vem, nisem se tako poglavljal, jaz sam vem, da obstaja, da je učinkovito, pa za spanje specifično sem slišal, da pomaga. Da to pomaga? Ja. Okay. Jaz sem poslušal en podcast, o tem tudi, to bi si mislil. Pa je bilo specifično o tem, on je pa ful zagovarjal to, da imaš pač dobre terapeute, ki pa znajo dejansko z temi koraki potem prav odpraviti to neko senco, no, če hočeš, oziroma pač, da se znebiš ti teh nekih travm iz otroštva, da je razrešiš. Ne, da se naučiš sam živeti, ampak da je dejansko razrešiš. A misliš, da je del sence tudi svoj, če si že čul za ta izraz, nasprotni spol, ki ga imaš v sebi? To sem čul sam, da mi malo elaborati, prosim, to. Se pravi, da isto skozi vzgojo pa otroštvo, zatraš pač neka vedenja pa načine razmišljanja zaradi kulturnih vzorcev, ker si pač moški ali pa ker si ženska. Ampak to je specifično vezano na spol, ne? Ali ne? Ne vem, kaj hočeš s tem povedati. No, daj še enkrat to prvo vprašanje, če še znaš. Nimamo vprašanja. A ja, vem, zastopim, kaj misliš. Če so te stvari, ki jih potlačiš zaradi tega, ker si nekega spola, tudi del tvoje sence. No, tako je. Je pa moja ideja, vse izvira iz okolja, ne? Še vse en. Ja. Ker, naprimer, zelo okvirno, moški bolj ko ne zatrejo neko čustvenost ponavadi, ženske pa zgubijo asertivnost, da niso tako asertivne. In menda, če to narediš, pač v bistvu zgubljaš na kompleksnosti svojega karakterja.
Na kompleksnosti. Ja, tako si Mislim, rekel, da se moraš vse tudi hitro so lahko pol težave iz tega, ne sem, da zgubiš na kompleksnosti, ampak ti potem tudi nisi več avtentičen oziroma nisi to, kar si, no. Škaj mislim? Ja. Fajn stavek, nisi to, kar si. Nisi to, kar si, ker ne želiš spoznati tega dela sebe. Tako je. Ker so ti drugi rekli, da to ni prav. Zdaj ti ne veš, da nočeš spoznati tega, ne? Ja, večina Če se ti ljudi začneš se ukvarjati s tem, lahko to ukvarja. spremeniš, je pa to. Jaz mislim, da nič psihološkega ni enostavno. Zdaj vam pa tule kar nekaj vprašanj, mogoče po mojem niti ne bomo. Sam to sem se še spomnil, da tole, kar se tiče tega, kaj potlačiš zaradi tega, katerega spola si, ne? Da menda tudi zelo s tem povezano, kdo je tebi privlačen kot oseba nasprotnega spola ali pa pač istega spola, če pač nisi straight, da je zelo povezano s tem, kak odnos si imel ti s staršem nasprotnega spola. Ja, to pa je Freud zdaj tudi. Ja, to je zelo freudovsko, ne? Da če si imel dober odnos, boš pač iskal dobre lastnosti tega starša v drugi osebi, če si imel pa slab odnos, boš pa iskal nekoga, ki jim je podoben, zato da boš lahko popravil to, kar v otroštvu nisi. Tako je, sploh če imaš nek primanjkljaj, se to pa malo kar hitro vidi. Vprašanja. Daj sam razloži, kaj misliš s tem, kako misliš to vprašanja? Pač to so v bistvu vprašanja, ki ti lahko pomagajo razmišljati v tej smeri. Super. Da ti v bistvu najdeš, kaj so tvoje esence, mogoče se pač malo s tem, ampak to se pravi. To je po moje zelo kompleksen, zelo kompleksno, da ti dejansko nekaj razrešiš, mislim, da se moraš kar veliko s tem ukvarjati. Je pa vsekakor fajn, sploh če se počutiš mogoče ne tako dobro v svoji koži varianta, ali pa se ti zdi, da bi lahko kaj spremenil, ali pa da bi že bil čas, da kaj spremeniš, če te mogoče kaj bremenino na to foro. Zdaj, to so vprašanja, ki so zelo osebna, zato sem pač tudi rekel, da bi jih mogoče posredovala oziroma da bi jih dala na voljo tudi vsem, ki ne poslušajo, pa pač se lahko malo sami s tem ukvarja. Se pravim, to je bistveno, da se zdaj ti začneš ukvarjati s tem, pa razmišljaš, da se sploh začneš kakšne stvari zavedati. Pa ko se jih zavedaš, pa lahko naslednji korak narediš. Teda mogoče ni zdaj nujno, da ti ne bi zdaj igral jaz tvojega psihologa, niti psihiatra. Hvala Bogu. Ampak samo mogoče lahko tudi poveš zelo na široko, kaj si misliš o tem, lahko tudi daš odgovor, se bom probal jaz tudi. No. Jaz se jih še nisem, jaz sam zdaj v bistvu na nek način. Koliko jih pa imaš? 1, 2, 3, 4, 5... 26. Ne vem, 10. Ok, probimo. Imamo še nekaj zajeta. Ne, se kukar jih bomo, da več lahko ali naslednjič nadaljujemo, ali kakorkoli. Dobro. Ali pa jih postavimo kakšnemu gostu. Tule imamo nekaj zelo osebnih vprašanj, ampak prosim, povej, ker jih bomo javno odgovorili. Mogoče se bomo poglobili do vaših travm. Prosim, da jih delite z vsemi na internetu. Ker s tem se sprijaznite s svojo esenco. Tako, in naredite nekaj dobrega tudi za algoritem. In nekaj slabega za svet, ker vemo pa vsi, kak ste čuden človek. Zaradi tega si tudi veliko ljudi ne upa, po mojem. Ker so lahko to zelo čudne pa posebne stvari. Ja, pa sploh, če nisi v takem krugu, kjer je to sprejeto, ali pa veš, da sprejeto in tako ne boš. Prvo vprašanje. Navalj. Za koga igraš svojo vlogo, ko pa sploh nisi iskren sam s seboj? In pa imaš pa še pod vprašanje. Za koga igraš svojo vlogo? Medtem, ko nisi iskren s seboj. Pač to je tako, že te malo napelje, da nisi, tak ti da malo. Pa imaš pa še pod vprašanje, kako dolgo boš pripravljen zapuščati svojo resnico, da bi te drugi prenašali. Se pravim, to je zdaj mogoče tako zelo... ti že da kot vedi, tako da že imaš ti nekaj... Tako da že senca imaš, malo predispozicija narejena, zdaj pa tako v razmislek, za koga se ti zdi, da igraš svojo vlogo. Zdaj to je mogoče, če začnem jaz mogoče malo filozofirati o tem, si že ti prej omenil, da, ker že prvi del vprašanja, za koga igraš svojo vlogo, in ti si omenil, da imaš več teh mask, oziroma več obrazov. Kar je tudi ful zanimivo in to je dobro, da se tega zavedamo, pa moje, da ti recimo zdaj, že če gledaš vsak, dajmo reči, večina normalnih, povprečnih ljudi
pač ima neko družino, načeloma, pa ima neko službo, pa ima nek svoj krog kolegov, naprimer. Ti boš za vsaki od teh socialnih interakcij, recimo, boš imel en drug obraz, ali pa recimo tudi za vsakega človeka posebej, ti se boš drugače pogovarjal z mamo, pa drugače z babico, naprimer, ne? Tako. Ali pa za vsako recimo malo veš, česa ali ne marajo, ali kaj jim ali ni, boš mogoče tak malo... Takoj, ko se v eno okolje vključiš, se malo spremeniš, prilagodiš, mogoče podzavestno imitiraš drugega, ko se z njim pogovarjaš. Ker se tudi, ne vem, sploh pa če je pa večji krog ljudi, pa se še pa obremenjuješ po mojem z tem, kje si ti zdaj v hierarhiji te ljudi, a ne. Naprimer, se mi zdi, da je ful dober primer, ko je folk v družbi, pa se govori o vici. In recimo, ko nekdo govori vic, ga veliko drugih ljudi, ki tudi poznajo vice, zelo po strani poslušajo, ker med tem razmišljajo, kjer ga bojo oni naslednji povedali. Štekam, Ker hočeš biti zdaj tudi tak kot ta oseba, ker je to v tej družbi pa biti mora boljši vic po možnosti. Kak? Biti mal? Biti mal boljši, v bistvu. Boljši vic imaš pa boljši. Kam zdaj jaz povedal, da bo boljši? Veš kaj je najslabše, ko ti poveš en vic, pa se naveden ne sme, pa zelo malo in pol nekdo ponovi isti vic za tabo in pol je kar naenkrat. Ja, ker je delivery pač boljše. Ali pa ni bil slišan. Ja, ali pa to. Okay. Tukaj še mogoče pod vprašanje, kako dolgo boš še pripravljen zapuščati svojo resnico. Kaj pa če imaš ti zdaj recimo, da si v nekem službenem krogu in pač se ti zdaj prilagajaš pač čisto zaradi službe, kakšna je zdaj tle meja? Veš? Ja, to je kar grda lahko, ker mislim, da so ljudje velikrat v delovnih okoljih prisiljeni na neke načine ravnati, sploh če si ne morejo prvoščiti, da bi izgubili ali pa menjali službo. Jaz mislim, da tega veliko, da je nekdo v službi pač. Jaz primarno mislim, da ni služba načeloma, oziroma ni dosti takih primerov, ki hodijo v službo radi, pa da radi delajo to, kar delajo. Se mi zdi, da to skoraj privilegije, da delaš pol neke take stvari. Ali pa če ne to, je pa vsaj tak, da pač tudi, če imaš ti delovno okolje, pa da delaš delo, ki ti je všeč, se pa sigurno najde stvari, ki pač ti pa, ne vem, 40% niso všeč. Pač se mi zdi, imaš v vsakem nekem poklicu pa neke stvari, ki pa ti gre na živce, pa bi nareš, da je kvitno. Ali pa da ti gre res tako, no vse tudi recimo zdaj, ne vem, mi ko se pogovarjamo kot muzičarje, ne, da je to vedno fajn, pa niso glih vedno samo rožica, veš, ti tudi greš pol, ne vem, igraš stvari, ki ti niso fajn, včasih za ljudi, ki ti niso všeč, ne počutiš se vedno fajn, pa še vsem moreš biti. Pa še človek se vsega navadi. Tako je. Po drugi strani lahko se pa tudi naveličaš pol zelo hiter tega, ne, pa ti je zaradi tega full ali boring, ali pač ti lahko res nek odpor, pa moja razviješ tega, to tudi čisto razumem. Zdaj pa kakaj je tle meja s tem? To je čisto tako v razmislek. Ker zdaj po moje lahko, zdaj po moje to je meja lahka že, če imaš šanso, je lahka meja to, da ugotoviš, da to ni za tebe, ne? Da res ne uživaš. Po drugi strani pa, če še vsem moraš to delati, je po moje meja to, da začne tep na duševnost vplivati. Da se ti res slabo počutiš, pa da ti res ni tam za biti. Pa pač, po moje, je to čas, da začneš razmišljati. Meja je tudi tu verjetno odvisna od kulture tega delovnega okolja, ker če si zdaj ti edini v tem okolju, ko se je pripravljen s takimi stvarmi ukvarjati, boš težko kaj naredil. A lahko daš primer? Naprimer, da si v nekem delovnem okolju, kjer je nek nadrejeni, ko ravna na ful nemoralne načine do pač svojih podrejenih. Okay. In si ti edini, ko je pripravljen to izpostaviti ali pa nekaj narediti glede tega. Edini opažaš, da pač vsi drugi nosijo pač maske samo zato, da pač dobijo plačo. In boš lahko začneš revolucijo, lahko si pa izobčena, ne? Ampak mislim, da je ta druga bolj verjetna. Ker je ta instinkt, da nosimo te maske, toliko močen.
To je spet po mojem malo odvisno od velikosti podjetja, ne? Naprimer. Ziher, to smo zadnjič že govorila, ja. Tako. Pa kakšna je zdaj ta klima, ne? Tu se ful pozna, pa a je zdaj nekaj spremljivo, da nekdo nekaj sploh pove, ker recimo imaš, no, to smislu, imaš recimo delovno okolje, kjer se delavci zastopijo med sabo, pa zastopijo se z nadrejenimi, ampak še vsaj nosijo maske, pa ne boš ti kot delavc sebe zdaj šel izpostavljati, tu če je že nekaj narobe. Zdaj pa do kakšne meje spet ne, to je pač vprašanje. Pa. Ja, odvisno, koliko imaš podpore, ne? Koliko misliš, da lahko imaš podpore, koliko si lahko ti prvošiš. Ker zdaj pa imaš sploh, če je zelo velika firma, pa da medsebojni odnosi niso toliko tesni, se po mojem tisle boš s tem, boš sam pač začel razmišljati ali o menjavi, ali kaj lahko zdaj ti presep narediš, ali ti je to zdaj vreden v tej smeri. Je pa tudi to, kakva je ta meja na tak način, ko si pač to vprašal, po mojem lahko sorazmerno s tem, koliko časa pa energije si ti že posvetil temu delovnemu okolju. Se pravi, da dlje časa, ko si nosil to masko, težje jo bo dati stran. Tako je, sigurno. A nisem to že enkrat rekel, da imaš raj... A to je on rekel, Saxon, da bi mogli se ravnati po načelu, da bi mogli veliko rajš imeti neprijetno resnico, kot pa prijetno laž. Veš na to fora, zdaj pa bolj kot ti to lukno kopleš, slabše. Okay. Naprej. Katere resnice se bojiš izreči? In jaz bi tukaj dal še zakaj. Pa imaš pa podvprašanje, ali pa se v resnici bojiš, da ne bi bil všečen, sprejet ali viden kot dovolj dober. Zdaj pa mogoče sem to, vse to smo že v bistvu govorili, katere resnice se bojiš izreči, ne? To je zelo povezano s prvim. Ampak to podvprašanje mi je bilo boljše. Ali pa se jaz bi rajš dal tukaj, ali pa česa se v resnici bojiš, ne? Pa da se malo ukvarjaš z razlogom, to je zdaj tako. Sam je vsaj fajn frazirano, ker je kot resnice. Se mi zdi, da če rečeš, če te kdo vpraša, česa se bojiš, da je malo težko odgovoriti. Ja, se ničesar specifično tak fejst ne bojim, ne? Da je mogoče bolj otipljivo, kaj so resnice, ne? Kaj je nekaj, kar ti je strašno, zato ker je resnično, ne? Tako nek fakt. Ja. Kaj bi bil lahko primer tega? Da se soočiš z neko posledico, ki se recimo bliža. Fajn sem to zdaj sfraziral. Mogoče, ne vem, če te nekdo vpraša, česa se bojiš, odvisno je tudi zdaj, kako imaš ti odnos s to osebo, pa koliko ji zaupaš, ampak nekaj, kar mogoče se ljudje lahko zelo bojijo, pa ne bi prvo pomislili, je to, da morajo v življenju neke osebe se znebiti ali pa jo zapustiti, zato da bo njihovo življenje boljše. To je ena taka velika resnica, a veš, v življenju lahko... Kako si ta prvi del, gre za izgubo zdaj ali glih obratno? Ne za izgubo, v tem primeru sem mislil, da imaš neko osebo v življenju, ki ti pač tvoje življenje slabše zaradi slabša. In je pač težko in se jo bojiš zapustiti, ker ni to neka naravna reakcija, ko jo ponavadi ljudje imajo, če so na nekoga navezani. Je pa niti naravno, ne, mislim, včasih boljš se malo prilagoditi, pa pol ustrajati, ne, sem pa bolj, kot ti se prilagajaš, pa bolj, ko ustrajaš, slabš se to lahko na te pozna. Ja. Aha, jaz mislim, da misliš, ker bi pa bil fakt v tej smeri tudi to, da veš, da boš nekoga zgubil, ne? Zaradi takega drugačnega razloga, pa isto mogoče neka ta resnica. Zelo resničen strah. Čeprav kaj pa lahko zdaj tako potegnela iz senčnih globin, da bi lahko ti iz otroštva recimo neki, kot primer, to ne rabiš za sebe dati. Kaj je bila zdaj taka resnica, ki se je bojiš? A že to recimo, prej smo se o homoseksualcih povedali, da recimo bila taka resnica, kada so ti pa moški všeč, na primer. Da ti je to, da to ne taka resnica, ko se je bojiš. Ok, zakaj se pa se lahko vprašaš, ne? Zakaj se pa v resnici tega bojim, ne?
pa lahko elaborataš to, pa že raziskuješ. To je ta poanta teh vprašanj, ko se po moje kar tako zastavljena, da lahko greš se z neko tako stvarjo ukvarjati, če si iskren. Jaz bi sam izpostavil ljudem, ko bojo, pa vsem priporočam ful, da raziskujejo to, da se ne ukvarjaš preveč s tem, kam boš prišel, pa kaj boš se naučil vseb, pa da moraš nekaj razrešiti. Mislim, da je najbolj tukaj pomemben sam proces. Sam, da ti to delaš, pa da se tega zavedaš. Tako je. Da je to 80% rešitve. Jaz mislim, da je najprej to, če sam delaš sabo, že da je zavedanje cilj. Tako. V bistvu, ne. Tako. Tako da zavedajte se samih sebe, zavedajte se tega, kar počnete, ker mi dva moramo počasi zaključiti. Aha, jaz ne glik sem ne mislil reči, če imaš čas za eno vprašanje. Za eno vprašanje, seveda. Si pripričan? Vedno. Vedno. Še počakal pol ure, pa tam spraševal. S katero identiteto si zasvojen, ker se brez nje počutiš neviden? Pa imaš pa naprej pod vprašanje. Kdo si brez vloge, naprimer zdravilca, pridnega, ne vem, učenca, upornika ali pa uspešneža? To je zelo zanimivo, kateri identiteti si zasvojen, ker se brez nje počutiš neviden. Torej, kaj delaš ti za to, da te ljudje opazijo, oziroma da si nekje, to je zdaj zelo par stopničk više na tem, da si sprejet, ne? Da si ti viden. Se pa kaj bi bilo, mogoče samo malo elaboriramo to, kaj bi bilo lahko takega. Ali pa kako bi se to v praksi kazalo, mogoče za koga, za lažje razmišljanje. Ja, tu bi jaz prvo izpostavil to, da imaš oblikovano identiteto, ampak da je lažje razmišljati o identiteti kot o skupku večjih identitet, tako si jih ti zelo našteval, ne? Ki jih v različnih življenjskih situacijah si nadaneš, tako maske, naprimer, ne? In se pravi, tu je mišljeno kaj, če se ti, ko si, daj mi eno od teh uspešnež, si rekel, naprimer, ne? Zdravilec, pridna oseba. Naprimer, uspešnež, da je to identiteta, ki jo nosiš v pač, ne vem, poslovnem okolju, ali pa mogoče javno, ne, če si neka javna osebnost. Ja. Se pravi, je mišljeno, kaj si ti zdaj v tem istem okolju, če to identiteto daš stran. Naprimer. To je lahko, mislim, da nekaterim ljudem ful težko. Vprašanje pa tudi, že, da se lahko ugotoviš, kjera je ta identiteta, ker ti si zdaj že določil. Jaz mislim, da najbolj moraš ti ugotoviti, lahko je takega, ne? Ja, ene niso toliko jasne. Meni je zelo zanimivo, kako to se ful povezuje, tudi s prejšnjo tema, ko smo imeli, kateri identiteti si zasvojen, ker se brez nje počutiš nevidno. Potrošništvo. In ko si zdaj rekel uspešen, da je tvoja identiteta, da si uspešen, oziroma da ti je všeč občutek, da imaš ful denarja. In pol folk zaradi tega zna doskrat zapravljati, ker hočejo prikazati, da so uspešni, če hočeš, ne? In si pol designer clothes, pa v kredit za avto za 20 let, ko ga dejansko, mogoče se nočeš niti sprijaznati, da trenutno si ne moreš to prebošiti. In ti sam pač vgaja, da imaš nek tak ugled, da si zdaj ti kao uspešen. In da to je neka tvoja identiteta, s katero se hočeš na vsak način poistovetiti, ne? In si zaradi tega tudi osvojen. Če tega nimaš, what now? In pa moraš to vzdrževati. Ja. Zdaj ful spet zanimiv, ker to lahko zdaj tudi razslojima zelo čebulno. Zakaj si pa zdaj ti s tem, ne? Pa se lahko začneš s tem ukvarjati, zakaj v bistvu si ti, zdaj če ima specifično na to, zakaj te prija zgledati ali pa imeti neko masko uspešnega človeka. Pa zakaj, za koga zdaj ti kažeš, da sploh si uspešen? To so zdaj neka taka vprašanja. Zelo zanimivo. Ampak čas ne bo povazil. Nadaljujemo naslednjič. Morda. Bomo videla. Ampak vprašanja, a bomo zdaj vsa vprašanja polinkala, ker da lahko ljudje to raziskujejo. Jaz bi pripravil v bistvu en PDF, kjer bo
takšne in drugačne vprašanja na to temo in se lahko pač ljudje si vzamete čas, mogoče greste čez njih, pa mogoče začnete delati na raziskovanju svoje esence. In pol vse o tem morate napisati v komentarje, Tako. da bodo lahko vsi drugi videli, kakšna je bila vaša izkušnja in kakšne so vaše otroške travme. Vabljeni. Dobro, lepo se imejte, do naslednjič. Dragi poslušalci in drage poslušalke, če vam je bil najin podcast všeč, se naročite na najin kanal, lajkate, subscribate. V nasprotnem primeru se vam bo budilka spremenila v zvok pozavne.